Spoštovani, oktober je za občino Brežice praznični mesec, saj 28. oktobra obeležujemo občinski praznik v spomin na ustanovitev brežiške čete. V mesecu dni se bo zvrstilo več kot 70 različnih dogodkov, slikarskih in fotografskih razstav, športnih dogodkov, različnih predavanj, koncertov domačih kulturnih društev in prireditev ob pomembnih obletnicah društev. Praznovanju se s 30-letnico delovanja letos pridružuje tudi klub zdravljenih alkoholikov Brežice, ki zadnja leta deluje pod vodstvom Dušana Lupšine. Zavedati se moramo, da so klubi zdravljenih alkoholikov pomemben člen v verigi zdravljenja alkoholne odvisnosti. Le-ta se namreč ne razvije čez noč. To je proces, ki traja dolgo, več let, od navade preko razvade do odvisnosti. V imenu knjižnice Brežice in svojim imenu vam izrekam iskrene pohvale in želim uspešno delovanje tudi v prihodnje. Besedo najprej predajam podžupanju občine Brežice Katji Čanžar, nato pa še predsedniku kluba zdravljenih alkoholikov Brežice Dušanu Lupšina. Izvolite. Spoštovani, lep dober večer v imenu občine Brežice vsem skupaj. Seveda najprej iskrene čestitke vodstvu in vsem članom kluba zdravljenih alkoholikov za to čestitljivo obletnico in veliko sodelujemo predvsem z gospodom Dušanom, ki je res zelo požrtvovalen. Zato vse čestitke tudi vam, gospod Dušan Lupšina, uspešno tudi v prihodnje. Tako kot je direktorica pred menoj že povedala, je v Brežicah trenutno praznično, namreč praznujemo mesec občinskega praznika, ko tako rekoč vsak večer lahko obiščemo vsaj eno, če ne več prireditev. In tu gre zahvala predvsem našim društvom. Verjetno smo ena najbogatejših občin, imamo več kot 250 društev, ki skrbijo za razvoj naše občine, poganjajo kri po žilah naše občine in dejansko razvijajo vsa področja. Nenazadnje skrbijo tudi za kvalitetno preživljanje prostega časa, tako tistih najmlajših, kakor tudi vseh nas skupaj. Torej, jaz v tem prazničnem oktobru izrekam vse čestitke in zahvale vsem prostovoljcem. Pred nami je tudi podjetniško-obrtni in kmetijski sejem, ki bo vrata v večnamenski športni dvorani odprl v soboto in v nedeljo, kamor vas vse ljudno vabim. Namreč sejem je financiran tudi z občinskim proračunom, predvsem z namenom, da lokalnim pridelovalcem, predelovalcem, umetnikom in vsem zainteresiranim damo priložnost, da predstavijo svoje izdelke in jih recimo tudi kaj prodajo. Tako da mogoče v sklopu tega oktobra izpostavljam predvsem sejem in pa tudi druge zanimive dogodke, tako da nam vsem skupaj ne bo dolgčas. Jaz nam danes vsem skupaj želim seveda prijetno druženje, prijetno prireditev in pa spoštovani člani, če je še kaj takega, kar je v moči občine, da lahko morebiti postori za vas ali vam da kakšne informacije, se tudi ljudno vabljeni, da me pocukate nocoj ali pa se oglasite na občini. Vse dobro. V imenu kluba zdravljenih alkoholikov in v svojem imenu predajam zahvalo občine Brežice, zato ker nam finančno in moralno stoji v strani vedno po državstvu. Spoštovani, kot predsednik kluba zdravljenih alkoholikov Brežice sem ponosen, da letos praznujemo že 30. obletnico delovanja kluba. Iz poročil pri delovanju Centra za socialno delo Brežice
in analize socialne varnosti v občini Brežice v letu 1986 je razvidno, da je bil klub zdravih alkoholikov ustanovljen leta 1985 pri Centru za socialno delo Brežice. Njegovo dejavnost pa je financirala zdravstvena skupnost. Center za socialno delo Brežice je bil takrat edini center v Sloveniji, ki je opravljal to dejavnost. Žal dokumenti niso več kaj dosti zgovorni in tako ni zabeleženo niti, kdo je bil prvi terapeut kluba. Klub je imel precej pestro zgodovino delovanja. Vrstile so se menjave prostorov za srečanje članov, terapeutov in tudi nosilcev programov kluba. Nazadnje je klub našel brezplačno gostoljubje v Home Centru v Večnem Selu, pred 5 leti pa dobil tudi samostojno pravno formalno obliko. Zdravnici sami smo ustanovili društvo Klub zdravih alkoholikov in tako kljub vsem zunanjim pretresom ohranili Klub zdravih alkoholikov in njegov program pri nepreteganem delovanju. Zavedati pa se moramo, da klub brez trdne notranje podpore članstva, ki mu gre veliko priznanje za aktivno sodelovanje, do danes ne bi obstal. Ob 30-letnici delovanja tako izrekam hvaležnost in iskrene čestitke vsem tistim, ki so z dejavnostjo kluba začeli davnega leta 1985 in vsem tistim, ki so jo ohranili do sebe do današnjega dne. Za vse nas, ki nam klub predstavlja pomembno stopničko na poti zdravljenja alkoholizma. Seveda pa pri vsem tem ne bi bili tako uspešni pri naših članov, terapeutov in podpornikov, posameznikov bi se radi še posebej zahvalili. Tako da bomo zdaj podarili najbolj zaslužnim članom priznanja. Martin Pešec. Stanko Volčajšek. Mirko Golovec. Mirko Golovec je pa bil naš prvi predsednik samostojnega kluba. Ivano Prosevcu. Torej, priznanje pa breme Marjana Rušina, pa ne kot zdravnika, ne kot tajnica od samega začetka in podpornica tega kluba. Petru Stopinšek. Andreju Lapuh. Za tole priznanje bi pa prosila Mojco Iljaš, da podari še našemu predsedniku Dušanu Ručinu. Kjer pa klub ne bi imel svojega terapevtskega pomena, zato so zahvaljene naše terapeutke in tudi njim je zahvaljen Boga. Zdenki Žveglič. Mojci Erla. Katarini Hodeb. Anici Koprivc Prepeluh. Mojci Iljaš. Kaj pa naša čisto zanimljiva terapeutka, ki bi bil priznanje za to, kar skoro nas prijema. Iskrena hvala tudi današnji sodelujoči predavateljici dr. Vidi Furman-Bajc, s katero smo že večkrat uspešno sodelovali. Prosim, če pridete v znanje.
Ker pa tu ne bi obstal, so z nami tudi pokojniki. To so, ko se že omenil, občina Brežice, občina Kostanjevica na Krki, Center za socialno delo, Zara Brežice, Nuklearna elektrarna Krško, Hidroelektrarna na Spodnji Savi, Elmont, Numik, Termoglas Boštanj, Bukhavar, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Optika Rinc, Zdravstveni dom, Računovodski servis Terena Kos, Policijska postaja Brežice, Zveza skupin zdravljenih odvisnikov Slovenije. Kot pa naša največja državnica je zdaj knjižnica Brežice. Hvala, ker podpirate delo Kluba zdravljenja alkoholikov Brežice in tako omogočate delovanje terapevtskega programa pomoči zdravljenja alkoholikom in njihovim svojcem. Tem nam omogočate številne druge dejavnosti. Danes smo se zdravi, da vam predstavljamo zbornik Trezno naprej, ki je nastal po 30-letnici delovanja Kluba zdravljenja alkoholikov Brežice. Njegov namen je, da širi posvečenost alkoholizmu in delovanja kluba. Njem je veliko zanimivega branja, tako iz zgodovine in delovanja kluba, pa tudi posebnih zgodb naših članov. Zbornik je brezplačen in na razpolago pa bo tudi v knjižnici Brežice in še kje. Lahko ga boste dobili tudi v elektronski obliki. V tej priliki predajam besedo dr. Anici Koprivc-Prepeluk, urednici zbornika, sicer tudi naši terapevtki, sodelavki, prijateljici, tako naprej. Anica. Dobro večer še v mojem imenu oziroma najnem imenu, za pomoč sem prosila še mojca, boste videli zakaj. Mogoče na začetku nekaj besed o tem, zakaj sploh ta zbornik. Ko smo se na klubu v začetku tega koledarskega leta pogovarjali o naši 30-letnici, se mi je zdelo, da 30 let je pa že ena taka doba, ki si zasluži malo obrednotenja. Čisto si smo malo pogledali zgodovino, koliko smo pač s skromnimi močmi uspeli pogledati. Vidim, danes sem zvedla še par podatkov, ki bi si zaslužili omembo v samem zborniku, ampak žal je že ta natisnjen, tako da bomo še kaj dopolnevali ob 40-letnici in tako naprej. Zdelo se mi je, da lahko gremo malo to zgodovino predstaviti, po drugi strani pa se mi zdi, da je tudi to vredno, da se obeležijo v takem zborniku izkušnje naših zdravljencev. Se pravi, če na kljub 30-letnico delovanja naš najstarejši član je že obeležil 20-letnico, pomeni, da ima kar nekaj izkušenj, potem še do današnjega dne je kar nekaj različnih izkušenj in se mi je zdelo, da je fajn, da se to predstavi. Zakaj? Tudi zaradi tega, ker mislim, da to podajanje naprej oziroma nekako osveščene javnosti oziroma nekako pomoč drugim je tudi en del procesa okrevanja zdravljenja od odvisnosti. In se mi zdi, kot so zdravljenci dali v tem zborniku naprej tudi tisto, kar so sami prejeli. Ker namen je, da ta zbornik pride do ljudi, do širše mreže javnosti, zato ga bomo tudi objavili spletno, da bo dostopen, da kdo išče podatke, informacije, lahko najde eno izkušnjo, kako pač nekdo lahko okreva od alkoholizma. Ker mislim, da mnogim mogoče več kot strokovna beseda pomeni ravno ta osebna izkušnja. Da vidiš, da nekdo, ki je šel čez isto stisko, isti pekel, je zmogel čez. Zmore zdržati 20 let, 15, 10, že eno leto, za nekoga je že en mesec uspeh. Mogoče čist kratki stavek o viziji delovanja Kluba zdravljenih alkoholikov. Mislim, da večina tu prisotnih pozna delovanje takih skupin ali pa Kluba zdravljenih alkoholikov, ampak vizija je res to omogočiti nadaljno rehabilitacijo procesa po končanem zdravljenju, bolnišničnem ali pa ambulantnem. S tem, da v klub sprejmemo tudi koga, ki se odloča obstinirati sam, pa vidimo, da je pri tem resen in želi podporo pri nadaljnem okrevanju. Kot sem rekla, mogoče najbolj živ del zbornika se meni zdijo ravno te osebne zgodbe, osebni prispevki, pa bom kar povabila Mojco, da bo prebrala dve zgodbi. Mojih 20 let pokazala Brežice. Sem zdravljen alkoholik, zdravil sem se pred 20 leti. Od takrat tudi redno obiskujem klub zdravljenih alkoholikov, ki tudi ves čas abstiniram. Na zdravljenje me pripeljala želja po zdravju, ki me ga je že načel alkohol in razumevanju z družino.
Ves čas zdravljenja mi je ob strani stala žena. Kljub hodim dokaj redno, izostanem le, če kakšna izjema. Tudi tu me spremlja žena in ko me čakava, zadobimo sebi enaki vid, ker se za vsakomor ne moreš enako pogovarjati, ker vsi ne razumejo. V našem klubu se je menjalo že veliko terapevtov in terapeutk, a vsi nam zdravljenim alkoholikom želijo uspešno abstinenco. Saj ga ne obiskujemo zaradi njih, ampak zaradi sebe in svojega zdravja. Težko nekomu, ki alkoholik, poveš, kaj pomeni abstinenca in kako lepo je biti trezen, ter se veseliti svojci. Zdaj pa še izkušnja začetnika v KZA. Sem začetnik v abstiniranju. KZA obiskujem približno 1 leto. Sem bolj tiha, mirna oseba. Sem zelo spreten in iznajdljiv v vseh pogledih. Ustrežem skoraj vsakomur prej kot samemu sebi. To je tudi moj problem, ker so drugi na prvem mestu, šele potem pa jaz. Z alkoholom sem se srečal v zelo mladih letih, po moje kot vsak zdrav kmečki panik. Prisoten je bil vse skozi. Najprej se je pojavil v novih letih mladosti, srednje šole. Žurke, rojstni dnevi, koncerti, vikendi, če nič drugega, sem si praznik izmislili. Po šoli, ko sem začel delati, je bil alkohol prisoten vsak dan. Mislim, da je to bilo v socializmu čisto normalno, delati, kaditi, piti. Tako se je nadaljevalo iz leta v leto, dokler se mi dalo več piti v mejah normalno. Po dolgem času sem le naredil tisti korak, ko se srečal s terapeutko KZA, ker sem želel poskusiti trenirati brez bolnišničnega zdravljenja, sva se dogovorila, da se začnem redno udeleževati srečanja KZA ob hkratnih dodatnih individualnih srečanjih s terapeutko. Kar se zadam, to storim. Ni bilo lahko, a v podpori družine, prijateljev in sorodstva skupine KZA se da. Klub mi je veliko pomoč pri spoznavanju mojih lastnih problemov in problemov drugih. Hvala vsem za podporo. Za vse, ki bi se nam želeli pridružiti v klubu zdravljenih alkoholikov, ne bojte se. Ni kot v filmu, je državno srečanje s pogovori o našem življenju z drugimi člani in terapeutom. Vse, kar se pogovarjamo, ostane med nami, anonimno. Pridružite se nam. Z veseljem vam bomo pomagali, tako kot so meni. Ja, hvala. Isto dve taki živi izkušnji, ki se mi zdi, da ne govorite. No? Ja, jaz bom še enkrat rekla hvala vsem, ki ste sodelovali pri nastajanju tega zbornika, bodi si svojo pisno besedo, svojo fotografijo ali pa z oblikovanjem. Jaz moram reči, da sem osebno ponosna na tale zbornik, čeprav je noter še kakšna napakica ali pa kakšna pomanjkljivost, žal bomo popravili ob 40-letnici. Tako da rekla res iskrena hvala Simoni, oblikovalki, Simoni Lapuh iz podjetja GoFar Tisk, ki se je potrudila in na hitro in bila odzivna, ko smo komunicirali preko maila s temi stvarmi. Ja, mislim, da smo lahko vsi ponosni na to knjižico, vsi člani kluba, vsi, ki smo pri tem sodelovali. Hvala občini, da nas je tudi pri tem podprla. Cilj pa res je, da ta knjižica pride do ljudi, da še komu, rekla, morda da spodbudo, odpre oči, ga opogumi, da stopi na pot zdravljenja od odvisnosti, če čuti, da je to problem pri njem. Da najde pot v lepše življenje. Zdaj pa vabim k besedi doktorico Vido Furman-Bajc, psihiatrinjo in alkohologinjo, ki kar nekaj let zvesto podpira naš klub, moralno predvsem, pa tudi strokovno, s predavanji in tudi za ta zbornik je napisala prispevek na temo pomen klubov zdravljenih alkoholikov in se mi zdi, da vam to tudi najbolj strokovno predstavlja, ker ja, 30 let je potrebno vrednotiti in tudi delovanje kluba je potrebno vrednotiti, tako da vabim jih besedi. Ja, lepo pozdravljam. Danes je bilo tukaj izrečeno dva stavka, ki sta me nagovorila. Takoj, pred 30 leti se je začela pot tega kluba, pred 30 leti se je začela moja pot na alkohologiji. Pred 30 leti sem začela specializirati psihiatrijo. Ko sem kot mlada zdravnica prišla v zdravstveni dom, mi je bilo kmalu ponujeno delo vodje
zdravljenih alkoholikov. Direktor me je poklical in me prosil, da bi prevzela to delo. Jaz tega dela nisem upala sprejeti. In potem se je moja pot nadaljevala na psihiatriji, na alkohologiji. In zmeraj bolj sem prepričana, da je prav, da sem tako naredila, da dela nisem sprejela, ker sem od takrat nisem čutila kos. Mislim, da je zelo pomembno imeti dobrega terapeuta. Da kljub mora imeti dobrega terapeuta. In zato sem zelo hvaležna, da ste to delo ovrednotili. In tudi gospodu Dušanu, ki si tako zelo prizadeva, da bi dobil dobrega terapeuta za klub. Zelo sem vesela, da ste me povabili in bom povedala, da iz teh naših srečanj, ko sem bila že parkrat povabljena k vam, imam pravzaprav dobre spomine, ampak najbolj me je presenetil letos poleti en gospod, ki je prišel k meni kot pacient, ki ga je ena kolegica napotila k meni na zdravljenje in on je rekel, ja, veste, zdaj se vse vidi na internetu, pa sem si tudi vas pogledal na internetu. Pa sem vas videl v vašem domačem kraju, ko ste o knjigah govorili. Ne? In edina predstavitev moja je v Brežicah. Jaz nisem doma iz Brežic. Tako da se tukaj čutim malo domača, res. Zadnji mesec sem preživela na poti po Portugalski. In sicer na peš poti iz Lizbone do Santiaga. Mogoče nekateri poznate bolj ta severni del poti, ko Španijo ste slišali za Camino ali za pot Svetega Jakoba. Jaz sem jo obrala pa zdaj po drugi strani skozi Portugalsko do Santiaga. Približno 620 km poti, 23 dni sem hodila. Najprej sem srečala dve gospe tudi na tej poti iz Nizozemske. In ena od teh dveh gospa je sestra na psihiatriji, sposobljena za psihiatrijo, ki dela s psihiatričnimi pacienti in ki je poznala Slovenijo, ki je že bila v Sloveniji. In ona mi je rekla, ja, sej v Sloveniji sem pa jaz videla veliko ljudi, ki zjutraj kar pijejo. Vedela je, da je v Sloveniji problem alkoholizma zelo velik. Želim povedati to, da je vse vaše delovanje usmerjeno v to, da je to preseženo. In da se zdrav način življenja razvija naprej in vodi. Tako bi pa se res navezala na to, kar ste prej rekli, mogoče je klub veliko pomembnejši, kot pa je samo 3-mesečno zdravljenje pri nas ali pa v kateri drugi bolnišnici. Zelo je pomembno. V 3 mesecih se veliko dobi in v 3 mesecih se človek lahko res lepo uredi, ampak problem je, kako to vzdrževati, kako vztrajati v vsemu temu. In zato je potrebna podpora, je potrebna spodbuda in je potreben klub. Tukaj jo je moč dobiti. Mislim, da je najbolj pomemben del v procesu zdravljenja odločitev. Ko je pa enkrat odločitev sprejeta, je pravzaprav narejena že pot. Ampak zmeraj znova je preizkus. In mogoče bi nazadnje omenila to, kar sta mi večkrat rekla tudi Dušan in Majda. Dušan je rekel, ko sem bil pri vas na zdravljenju, sem spoznal, da je možna sprememba in da pomoč, ki sem jo dobil, me je spremenila in me spreminja. In to me je naučilo, da tudi jaz drugim pomagam, da želim drugim pomagati. Zelo pomemben proces v tem zdravljenju je sprememba navad. Navade, ki so bile prej, so bile ponovadi slabe. Spremeniti jih je treba. Vse navade je pa težko spremeniti.
navada je železna srajca, imamo pregovor, ne? Ampak sprememba v druženju z drugimi, ko vidimo, da drugim gre, je veliko lažja, kot pa samemu sebi. Tako da mislim, da je pot s klubom prava pot. In ob temu vam jaz tudi želim dobrega delovanja še naprej in dobrih terapevtov. Tako smo svojim delovanjem in predstavljenim zbornikom tudi mi dodali svoj kamenček mozaik osvečene javnosti o alkoholizmu in hkrati tudi praznovanja Prežiškega oktobra 2015. Če smo oziroma bomo zasvojeni z alkoholom ali njihovim svojcem pokazali lučko na koncu predora, je in bo naš namen dosežen. Sicer pa, kot pravi naslov našega zbornika, trezno naprej. Vsem zbranim iskrena hvala, da ste današnje popoldne preživeli v naši družbi. Pravijo, da s pesmijo premikamo meje in ustvarjamo lepše svetove. Enega izmed teh nas bo ob pogostitvi popeljala Klapa Parangajna. Izvolite. Ružo moja crvena, neubrana ljubavi, ti si bolj jedina, suza moje mladosti. Recite joj, da bez nje nestale su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti, i da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Recite joj da bez nje nestale su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti, i da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže